Spoštovani, redko katera oseba v novejši slovenski zgodovini je bila predmet takih nasprotij, krati tako številnih laži in podtikavanj kot dr. Gregorij Rožman, ki je bil ljubljanski škof od leta 1930 pa do leta 1959, čeprav po 5. maju 1945 praktično ni več upravljal svoje dieceze. Vedno znova se pojavlja lažna trditev, da je sodeloval z okupatorjem. Zato se že standardno ponuja slika ob domobranski prisegi, ko se je po tihi maši, ki jo je daroval, še predno so na stadion prišli nemški vojaki in oficirji, rokoval z SS-generalom Erwinom Rösenerjem. Slika po mimohodu pred Uršulinsko cerkvijo, pa tudi tako imenovana lojalnostna izjava, ki jo je na zahtevo poslal italijanskemu visokemu komisarju Emiliju Grazioliju in ki jo je ta potvoril brez škofove vednosti. Tako izhaja slovenski zbornik za leto 2007, ki ga je izdala Zveza borcev, še vedno iz prepričanja, da je objavljena izjava avtentična in to kljub temu, da je v resnem zgodovinopisju nesporno, da temu ni tako in da je škofijski ordinariat že leta 1946 vojaškemu sodišču predložil ustrezno dokumentacijo, ki je dostopna v procesnem gradivu tako v Arhivu Slovenije kot na sodišču v Ljubljani. Avtorji zbornika trdijo namreč, da je izjava avtentična zato, ker škof fašistom po objavi ni ugovarjal. Kakšna naivnost je potrebna, da nekdo lahko misli, da je bilo mogoče okupatorjem ugovarjati. Tudi v eni od šolskih knjig za 4. razred gimnazije, ki je šla po osamosvojitvi, je faksimile časopisne objave izjave brez obrazložitve, da je potvorjena. Pogosto je bilo zaslediti tudi domnevne citate iz medvojnih pridig, ki so delno citirani popolnoma iz konteksta in so v nasprotju s tendenco rečenega, največkrat pa so povsem izmišljeni. Na vprašanje po priči potem sledi odgovor, kot da je neka gospa to slišala od znanke, te pa je povedala spet neka druga ženska, ki naj bi to slišala v stolnici. Vse brez konkretnih imen prič in vendar so take zgodbe ponavljali celo nekateri publicisti, ja celo zgodovinarji, ki si je imajo za verodostojne. Kot je napisala kolegica Čipič-Reharjeva, je Rožman svoja besedila temeljito pripravil. V nadškofijskem arhivu so pridige, pastirska pisma in pisma duhovnikom dobro ohranjena, in če bi omenjeni publicisti oziroma zgodovinarji bili bolj temeljiti in bi upoštevali pravila stroke, potem bi se lahko ob obisku tega vzorno urejenega arhiva sami prepričali o verodostojnosti oziroma neverodostojnosti takih trditev. Eden od znanih zgodovinarjev se je po ogledu temne strani meseca v naših razgledih januarja 1999 zgražal nad ljubljanskim škofom Rožmanom, ki ga je spomladi leta 1942 celo blagoslavljal javno hišo, ki so jo italijanske zasedbene oblasti organizirale za svoje vojake. Pri tem je citiral novo italijansko publikacijo Marka Cucija, L'occupazione italiana della Slovenija, z stranjo, vendar na tej strani o kakšnem škofovem blagoslavljanju javne hiše seveda sploh ni govora. Trdovratno se vedno znova pojavlja tudi trditev, da je Rožman interveniral samo za tiste, ki so šli k domobrancem. Kako je mogel škof leta 1942 vedeti, kdo bo šel po italijanski kapitulaciji septembra 1943 in po ustanovitvi slovenskega domobranstva konec leta 1943 domobrancem. Delovanje škofa dr. Gregorija Rožmana med okupacijo sploh ne moremo razumeti, če ne upoštevamo razlogov za njegove stike z okupacijskimi silami, kar so komunistični oblastniki razlagali kot kolaboracijo. Rožman je bil, in to kaže vse njegove delovanje od prvega trenutka, ko je postal škof,
v prvi vrsti dušni pastir, ko je pomagal ljudem, ko ni hotel pustiti svojih fantov na cedilu pred domobransko prisego in je zanje v odsotnosti nemških vojakov maševal, ko je interveniral za pregnance, begunce, talce, zapornike, internirance, jude, za pravoslavne Srbe na Hrvaškem, za otroke, za duhovnike, jugoslovanske oficirje in tako dalje. Po vsem, kar je znano, je bil Rožman globoko prepričan, da bodo zavezniki zmagali, da pa bo nemški poraz odločen drugje, ne v Sloveniji. Zato je menil, da nasilni upor ljudstva ni prava pot. Izval bi samo nepotrebne žrtve. Hotel je, da slovenski narod, in to v polni zavesti ga Nemci in Italijani želijo uničiti, s čim manj žrtvami prestane vojno. Prav tako prepričan pa je bil tudi, da je komunizem še večje zlo kot nacizem in fašizem. Trdil je, da bosta nacizem in fašizem premagana kmalu, komunizem pa bo, če bo prevzel oblast, ostal dalj časa. Zgodovina mu je dala prav. Škofovi kritiki neprestano trdijo, da ni nikoli dvignil glasu proti okupatorju. Ne glede na to, da je seveda moral upoštevati svoj položaj in odgovornost do vernikov, tudi sam očitek ni resničen. Škof Rožman je dvakrat ostro obsodil okupatorja. Prvič 24. oktobra 1941 v pastirskem pismu duhovnikom in gostom v ljubljanski škofiji, ko je poudaril, da se slovenskemu narodu 14 stoletij ni tako hudo godilo. Italijansko početje v tako imenovani ljubljanski pokrajini pa je v 20 točkah kritiziral v spomenici, ki jo je predal visokemu komisarju Emiliju Gracioliju 26. septembra 1942. Med drugim je zahteval, da Italijani iz zaporov in internacije izpustijo vse, ki niso zakonito zadržani. Skliceval se je na pravičnost in zakonitost v duhu rimskega prava in veljavnost predvojnih zakonov. Da je premišljeval o tem, kako bi tudi s Prižnice napadel italijanskega okupatorja, vemo iz poročila njegovega tajnika Stanislava Leniča. O tem se je maja 1942 celo posvetoval s papežem Pijem XII. In tam mu je to odsvetoval, ker bi bila posledica takega nedvomno pogumnega nastopa konfinacija nekje v notranjosti Italije. Ljubljanska škofija pa bi izgubila svojega škofa in s tem človeka, ki je imel redko možnost uspešno posredovati za Slovence. Rožman se je torej znašel pred dilemo, potoniti z odkrito besedo in z dejanjem mučenca, ter se sprijazniti z internacijo oziroma zaporom v Italiji, ali pa si nakopati očitek kolaboracije, spostaviti stike z okupatorji, da se brez velikega hrupa zavzemati za svobodo in življenje številnih posameznikov in skupin. Obe obsodbi, o kateri sem govorila, sta seveda tudi vključeni v knjigo. Da mu tudi Italijani niso zaupali, je razvidno zaupnega pisma, ki ga je visoki komisar januarja 1943 pisal na Ministrstvo za notranje zadeve. Poročal je, da je škof po znani audienci v Vatikanu 20. novembra 1942 dal zelo zaupna navodila duhovnikom in voditeljem nekdanje klerikalne stranke, torej SLS je mišljena, da naj najprej sodelujemo z italijanskimi oblastmi v boju proti komunizmu, da pa naj pri tem upoštevajo cilj, citiram, ki bi ga rad dosegel vsak dober Slovenec, in sicer, da bi bila ustanovljena velika Slovenija. Gracioli nadaljuje, zelo pozorno zasledujem dejavnost škofa in voditeljev bivše klerikalne stranke z namenom, da bomo odločno rešili vprašanje, ko bo končana borba proti komunistom.